Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim, da prisluhnete pravljici iz mojih otroških dni in pravljice se bodo prav zagotovo spominjali tudi vaši starši. Spoznali bomo fanta po imenu Tom, ki ga žene radovednost, želje po pustolovščinah in srce polno sanj. Tokrat ga bomo spoznali v vlogi mornarja novinca, a žal njegova dogodivščina ne bo ravno kot iz njegovih sanj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Tom Sawyer, mornar. Tistega jutra Tomu res ni bilo lahko, saj mu je morala teta Polly podpisati spričevalo. Vedel je, kaj ga čaka, ko bo teta zagledala ocene. Tom, tokrat si šel pa predaleč. Dobil boš, kar zaslužiš, je zavpila in zamahovala z metlo. Tom jo je odsvrl, saj je bilo jasno, da se s teto Polly po vseh teh cvekih, ki so se nagrmadili v njegovem spričevalu, res ni mogoče šaliti. Prav razveselil se je, ko je zagledal na bregu Mississippija prijatelja Huckleberryja, ki je v miru lovil ribe. Huck je Tomov prijatelj in zaveznik. Skupaj sta rasla. Tom mu je razložil, kakšne težave ima šolo in kako zelo se je teta Polly razjezila. Huck ga je razumel in ga sočutno gledal. Že od nekdaj se mi zdi, je rekel, da sem se pri ribarjenju naučil veliko več kot... Huck ni utegnil končati stavka. Napel je ušesa. V lahnem drncu se je približeval konj. Tom se je urno skril med ločje. Dobro je poznal jezdeca, ki se je ustavil ob Hucku in rekel: Zdravo, Huck. Ali si mogoče videl Toma Sawyerja? Njegova teta je zelo zaskrbljena. Boji se, da ne bi zbežal. Žal mi je, šerif, da vam ne morem pomagati, tudi nikogar nisem videl, je odgovoril Huck. Če boš kaj izvedel o njem, mi takoj sporoči, je dejal šerif in nadaljeval pot. Tom, ki ni hotel nikdar več videti tete Polly, se je odločil, pa se bo vkrcal na eno izmed tistih velikih ladij, ki so plule po reki. In tako se je znašel na palubi velike ladje. Šlo je kar po sreči. Nihče ga ni opazil, ko se je vtihotapil. Globoko si je oddahnil, saj ni imel v žepu niti prebite pare. In tudi Hucka ni bilo, da bi mu posodil denar za pot. Zeblo ga ni, nebo pa je bilo posuto z zvezdami. Udobno se je namestil na bali bombaža. Mornarja blizu njega sta igrala nežno melodijo na kitaro in orglice, njuni tovariši pa so peli. Kmalu se je ritem glasbe spremenil in vsi so začeli prepevati stare mornarske pesmi. Pravkar se je zdanilo. Tom je postal tako lačen, da si je moral poiskati kaj za podzob. Čudovit vonj ga je privedel prav v kuhinjo. Nikjer nikogar. Kakšna priložnost, je pomislil in se previdno oziral naokrog. Počasi se je približeval velikemu loncu, ki je stal na štedilniku. Toda jed v njem je bila prevroča, da bi lahko pokusil. Nenadoma je nekdo zakričal. Tom se je obrnil in zagledal kuharja, ki je pravkar vstopil v kuhinjo. Slepega potnika so takoj odpeljali k kapitanu. Ta je bil videti zelo strog. Tomu ni preostalo drugega, kot da pove vse po pravici in razloži,
zakaj se je naskrivaj vkrcal na ladjo. Iščem delo, kapitan. Sirota sem. Usmilite se me. Kapitan, ki kljub strogemu videzu ni bil slab človek, je Toma vprašal. Bi bil rad mornar? Tom ni mogel verjeti svojim ušesom. Od veselja je zardel in zavpil. To je moja največja želja. Kapitan je poklical starega Kripsa. Na ladji imamo novinca, mu je razložil. Najprej poiščite uniformo za ladijskega vajenca, potem ga nahranite. Tom je ponižno stopil za Kripsom, toda kmalu je bil hudo razočaran. Uniforma, ki jo je dobil, to so bile v resnici hlače in strgana srajca, mu je bila prevelika. Ubogi Tom ni imel niti minute prostega časa, to, kar se je učil, pa ni bilo mornarsko delo, ampak opravila čisto navadnega služabnika. Posadka mu ni dala miru. Vsi so ga priganjali, zmerjali in ga neprenehoma pošiljali sem ter tja. Dogajalo se je celo, da so mu ukazali opraviti po 36 del hkrati. Nalagali so mu najbolj nehvaležna in tudi tista najtežja. Lupiti je moral polna vedra krompirja, vsak dan ribati veliki most, z voskom namazati in zloščiti nešteto parov čevljev. Bolele so ga roke, bolel ga je hrbet. Ob vsem tem pa je moral poslušati opozorila. Ej, potepuh, pohiti, ne spi. Hitreje delaj, zgani se. Še pri kosilu ni imel miru. Najprej je moral postreči vse, šele potem je lahko jedel. Komaj je utegnil pojesti svojo skodelico hladne juhe, že ga je čakalo novo delo. Pomiti je bilo treba kup posode. Naš mali mornar ni niti opazil, kako hitro mineva čas, v kuhinji pa je pri težkem delu prebil veliko več časa kot katerikoli drugi član posadke. Ta žalostna resničnost še zdaleč ni bila podobna njegovim sanjam. V teh se je videl kot kapitan bele, bleščeče se ladje, ki se kot čaroben dvorec pozibava na vodi. Adijo bela uniforma z zlatimi našivki, adijo lepa kapa. Vse to so bile samo sanje. Napornega dela ni bilo ne konca, ne kraja. Tom ni več zdržal. Nalagali so mu toliko opravil, da jih niti ni več zmogel postoriti isti dan. Ko se je zvečerilo, je bil tako utrujen, da je zaspal takoj, ko je vlegel v spalno mrežo, pa čeprav je imel razbolene roke, okrvavljene noge in dlani razjedene od milnice. Žal pa tudi spanec ni bil takšen, kot bi moral biti, saj je fanta tlačila mora. Ves dan je tako naporno delal, da je bilo nekaj ur počitka premalo, da bi se lahko zjutraj zbudil svež in spočit. Iz čudnih sanj, ki so ga mučile po noči, se je zbujal praznojen in solzami v očeh. Njegovo nekdanje življenje se mu je prikazovalo kot izgubljeni raj. Prikazovala se je teta Polly s svojim blagim nasmehom, z lično čepico na urejenih laseh. V eni roki je držala velik pladenj peciva, v drugi pa kozarec ribezove marmelade. Celo njegov brat Sid, ki je bil ponavadi tako nesramen, je bil ves angelski. Bil je dobro nameren. Toma ni skušal zbadati, ni se mu posmehoval in ni več zbijal neprimernih šal. Niti pomisliti pa ni smel na Haka, svojega velikega zaupnega prijatelja, in Becky, lepo in nežno zaročenko, sicer bi mu od žalosti počilo srce.
V sanjah sta se mu ponavadi prikazovala skupaj. Tom je bil zares žalosten. Ko bom umrl na tej strahotni ladji, se bosta gotovo poročila, je žalosten premišljeval. Ob tej obupni misli je Toma kar vrglo pokonci. Zvonec je grozeče zazvonil. Časa za pretegovanje ni bilo. Treba je bilo hitro vstati in se lotiti dela. Začenjal se je nov dan. Tomu je bilo vsega dovolj. Stežka se je obdržal pokonci in bil neizmerno zaspan. Kaj bi dal, da bi lahko še malo spal, je žalostno pomislil. Toda na lenarjenje in postopanje ni smel niti pomisliti. Delo se je kopičilo, ukazi so se vrstili eden za drugim. Tomu so moči pojenjale. Treba je bilo očistiti kabine, oprati perilo, nagrmadila se je posoda, mornarji so se mu nenehoma posmehovali, Tomu pa ni šlo ničesar več od rok. Proti koncu dneva je Tom sedel ves prepoten na palubi in stežka zvečil košček kruha. Družbo mu je delala mala ladijska mačka. Ni se mogel več premagovati. Oblile so ga solze. Tako zelo je bil utrujen, pa še kup neumite posode ga je čakal. Komaj se je privlekel do kuhinje, tam se je Timi, ladijski kuhar, vrtel okrog štedilnika. To je bil edini človek na ladji, ki je Toma razumel, odkrival pa mu je tudi skrivnosti receptov za jedi, ki jih je pripravljal. Tom je še napol spal, zato je komaj slišal, kaj mu je Timi naročal. Daj mi sol, je rekel. Tom je ubogal in segel z roko na polico, kjer so bile shranjene najrazličnejše začimbe. Toda joj! Zgrabil je napačen lonček in Timi, ki je mislil, da mu ponuja sol, je krepko osolil jed v loncu. Kmalu je vsa posadka s kapitanom vred trdo zaspala. In kaj se je zgodilo? Buden je ostal samo Tom, ki edini ni večerjal. Zavedal pa se je, kako resen je položaj. Spraševal se je, kaj naj stori, kajti nad veliko reko se je zgrnila gosta megla. Bil je ves iz sebe. Kaj pa zdaj? Kako naj zbudi kapitana? Kako sporoči drugim ladjam, kakšna nesreča je doletela posadko? Nenadoma je skozi megleno pršavico, ki je ovijala reko, odjeknil zvok sirene. Zgodilo se je prav to, česar se je Tom najbolj bal. Časa za razmišljanje ni bilo več. Povzpel se je na most in zagledal parnik, ki je plul proti njihovi ladji. Krmar, ki bi moral upravljati krmilo, je ležal poleg svoje skodele z juho. Ko je opazil Toma, je komaj slišno zamrmral. Reši nas, fant, hitro prevzemi krmilo. Tom se je z vso močjo obesil za krmilo in ladja je obokala. Usmerila se je tako, da se je umaknila ladji, ki je prihajala. Rešeni smo, je zavpil Tom. Močan udarec ga je vrgel na palubo. Ladja je nasedla na peščeni prod. Tom se je hotel dvigniti. Zdelo se mu je, da bo na deskah varnejše. Toda ostal je tam, kjer je padel in zaspal. Tom ni vedel, koliko ur je spal, toda njegovo spanje je bilo bolj podobno omedlevici. Še zmeraj je ležal zraven krmila. Sijalo je sonce in megla se je že povsem dvignila. Pred njim je stal kapitan, zelo bled je bil, in mu slabotnim, toda strogim glasom rekel. Mornar Sawyer, malo je zmanjkalo, pa bi bil zastrupil vso posadko.
zaslužil si strogo kazen. Ubogi Tom je prebledel kot zid. Le kaj se mu bo zdaj zgodilo? Nič hudega ni naredil. Samo napačen lonček je vzel. A kako naj to dokaže kapitanu? Kapitan pa je nadaljeval. Toda prevzel si krmilo in tako rešil mojo ladjo in ljudi hude nesreče. Zato te bomo takoj izkrcali na breg. Preobleci se, Timi bo poskrbel zate. Kuhar Timi je pospremil Toma na breg in mu razvezal roke. Žalosten je bil, ker deček odhaja, posebno pa zaradi takšnega slovesa. Potihoma mu je rekel: Srečno, Tom. Varuj se Indijancev in krokodilov, predvsem pa hitro se vrni v šolo. Precej napeta zgodba in prav neverjetna pustolovščina. Še dobro, da se je vse skupaj srečno končalo. In kako pogumno in navihano se je Tom podal na svojo pot, da bi uresničil svoje sanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še 2 zanimivima zgodbama z naslovoma Hej, velededi in Velededijeva zelena podmornica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vas pravljični svet popelje v deželo sanj. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi navihanega Toma Sawyerja. Čau, čau. Pa so bile sanje.